ne šepava, da je lahko izjemno lepo življenjsko obdobje, da si zdaj upam trditi, da je eno najlepši. Upajmo, da so od tega kaj vznesli, ker precej otrok je prišlo, študentov, dijakov, žal nismo bili deležni dovolj medijske pozornosti, očitno za sodobno Slovenijo staro še vedno ne pomeni izziva. V svetu pa to pomeni. Pokazali smo, da imamo neverjetno veliko preostala energije, pokazali smo v številnih okroglih mizah, da imamo izjemno veliko izkušenj in znanja. Na mlajših generacijah je, ali bodo to znali izkoristiti ali ne. Malo jih bomo pa tudi mi pritiskali. Danes je padla odlična ideja, na začetek ponavadi politike dobimo in zelo smo veseli, leta so se kar nekaj bilo, tistih, ki bodo sestavljali novo vlado, zelo močno upamo, da bomo enakopravni sogovorniki, zaradi tega, ker kot pravi gospod Jožko Čuk, se nam bližajo težki časi in bodo še kako potrebovali vse naše znanje, vso našo modrost in vso našo pripravljenost pomagati mlajšim generacijam, da bomo svetovno krizo preživeli človeku primerno. Moramo dopovedati našim mladim politikom, zdaj to so naši otroci in vnuki, da kadar gre za stisko, potem mora biti človek prvi. In to ne tisti človek, ki si zna pomagati sam, ki si najame advokate, da lahko dobro živi, ki gre lahko na Havaje, pač pa tisti najmanjši človek, ki rabi za svoje preživetje topel dom, rabi hrano, rabi obleko in sosede, ki ga bodo imeli radi in mu bodo tudi pomagali, ko bo potreboval pomoč. Bomo pač kakšno cesto zgradili manj, pa kakšen tank kupili manj in bodo pač morali naši predstojniki minister, pa predsednik države povedati tem, s katerimi smo sklenili koalicije in ki so za njimi seveda največji kapitalisti sveta, da so za njih, ker so izvoljeni od ljudstva, veliko pomembnejši ljudje, kot pa nakupovanje modernih strojev in aparatur. Torej, na nas je, da bomo komunicirali z njimi, da jim bomo vsak dan to dopovedovali, zato, da bodo šli po smeri ljudi, prebivalstva Slovenije in ne po smeri desetine tistih, ki so uspeli v teh prelomnih časih. Jaz se vam vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje, vsem neštetim, ki ste sodelovali na okroglih mizah, ki ste sodelovali na številnih kulturnih dogodkih, tudi vsem obiskovalcem, seveda pa tudi vsem sponzorjem, ker brez sponzorjev bi se morali najbolj srečati kje na kakšni livadi in ne v Cankarjevem domu. Predvsem pa se iskreno zahvaljujem vsem požrtvovalnim organizatorjem, ki so zdržali do festivala in brez srčnih infarktov zdržali tudi do konca festivala. Zaključujem letošnji festival in prosim, pridite še v večjem številu drugo leto. Tako da bo moral še nekdo nastopiti za menoj. Ena nagrada se tukaj čaka.